Dober dan, z nami je tokrat Črtomir Remec, predsednik Slovenske inženirske zbornice, predsednik Sveta Evropske inženirske zbornice in predsednik Razvojnega inštituta v okviru TRIM-a. Predvideva se poziv vladi za velike infrastrukturne projekte, za spremembo načina pravzaprav načrtovanja in izvedbe. Kaj pravzaprav s tem mislite, ker zdaj je pravi trenutek, kakor se razume. Slovenija pripravlja strategijo razvoja, prometno strategijo novo sprejema. Kaj pravzaprav pričakujete? Ja, hvala za povabilo. Dejansko, glede na vse te zadnje dogajanje v gradbeništvu zadnjih nekaj let, ko so propadale velike gradbene firme, ko je bilo veliko tudi negativnih vesti na področju gradbeništva, se zdaj upamo, da se obračajo stvari na bolje in hkrati tudi država Slovenija namerava bolj strateško pristopati k velikim infrastrukturnim projektom. Upamo, da se bodo te slabe prakse iz preteklosti, da se ne bodo več ponavljale in da bomo k temu pristopali bolj, to se pravi strokovno, uporabili vse domače strokovno znanje, ki ga imamo kar dovolj, čeprav v zadnjih letih manj v praksi in pa seveda z potrebnimi referencami, vendar znanje ne zastara tako hitro. In imamo veliko inženirjev, ki lahko pripravijo kvalitetne projekte. In smatramo, da je zdaj priložnost, da se vlada najprej odloči za neko strategijo razvoja države in v skladu s to strategijo razvoja države tudi izbere tiste infrastrukturne projekte, ki bodo lahko k temu največ pripomogli. Ne pa, da se glede na pripravljenost projektov potem ad hoc odloča in kasneje seveda ugotavlja, da stvari niso bile najbolje planirane, kot je recimo primer termoelektrarne Šoštanj. To je bila ocenjena kot slaba praksa, ki se ne bi smela ponavljati, pa avtocestni križ osebno ne ocenjujem tako slabo, glede na to, da je bil potreben in je tudi iz vseh kriterijev, tako ekonomskega, tudi okoljskega in pa družbeno razvojnega, je izpolnil pričakovanja. Bile so pa določena odstopanja, ki so bile bolj vezana na dogajanje v posameznih velikih gradbenih podjetjih in pa seveda neke anomalije, ki so se dogajale v zvezi z lastninjenjem teh podjetij. No, cena je tudi precej naraščala na trenutke. Govorilo se je o ekstra dobičkih, o izrinjanju tuje konkurence, o dogovarjanju in podobne stvari. V TEŠ je pa praktično izsiljena odločitev. Ja, medtem ko so bile avtoceste, so bile načrtne in glede na povprečne cene kilometra izgradnje avtocest, mislim, da smo nekje v zlati sredini v primerjavi z sosednjimi državami, tako da jaz se ne bi upal trditi, da so te vložki bili izjemno preveliki. Seveda so pa določene stvari bile zgrajene, ki niso najbolj nujne za avtoceste. To je predvsem vezano na kar velik obseg lokalne infrastrukture, ki je bil nekako v sklopu izgradnje avtocest tudi izveden. In je bil vezan predvsem na, to se pravi, takratne poslance, župane, ki so ob vsakokratnem rebalansu najprej želeli seveda vsi poskrbeti za svoje lastne lokalne interese. Kar se tiče pa TEŠ-a, je pa seveda tudi bila legitimna želja lokalne skupnosti po tej investiciji, ampak seveda ni bilo pa po moje upravičeno, da se je dalo taki investiciji državno poroštvo, s katero seveda je šla stvar pol v neke vode, ki praktično, ta investicija bi morala biti iz privatnih virov, ne pa vezana na državno poroštvo. Kaj recimo smo se naučili, bi se pravzaprav morali naučiti iz teh dveh primerov za prihodnje velike projekte? Ja, iz
teh dveh primerov bi se morali naučiti to, da pri strateških infrastrukturnih projektih ne smemo na nje obešati še nepotrebne investicije, vezane na neke lokalne interese, ampak mora ostati to na nivoju države, se pravi strateško. Vsekakor pa ne smemo mešati, to se pravi privatnih interesov in pa javnih interesov. Če pa že, potem v obliki javno-zasebnega partnerstva, potem morajo biti ta razmerja od vsega začetka zelo jasno in nedvoumno definirana v samih pogodbah in pa v vseh ostalih dokumentih, ki zagotavljajo, da se seveda javni denar ne prehaja nenadzorovano v profit privatnega sektorja. Kaj pa v sami fazi načrtovanja takih projektov? Vemo, da pri TEŠ6 recimo ni bila zaključena niti finančna konstrukcija dolgo časa, ko se je projekt že gradil. So potrebne spremembe tudi na tem področju, že v samem procesu načrtovanja? V primeru TEŠ-a mislim, da je bila stvar problematična zaradi tega, ker je bila pogodba oziroma ni bilo projektiranje v domačih rokah in je bila s pogodbo dana prevelika moč, to se pravi odločanja in pa spreminjanja vsega, to se pravi izvajalcev, generalnemu izvajalcu, ki je seveda to v največji meri potem tudi izkoristil. Take javne investicije oziroma strateške javne investicije morajo imeti od vsega začetka, se pravi, ustrezno kakovostno projektno dokumentacijo, tudi vse izvedene študije upravičenosti, tako iz ekonomskega stališča, okoljsko in pa seveda družbeno, in pa predvsem to, da zagotavljajo tudi gospodarstvu dolgoročno prednost. In ko so vse te faze seveda zaključene, potem smatram, da je strateška javna investicija, je potrebno pač najti tudi sredstva in takrat je smiselno dostikrat tudi na nek način včasih jeti v, se pravi, zavestno, nekaj več denarja s tem, da je pač to dolgoročno, družbeno in pa gospodarsko koristno. To pomeni verjetno tudi naslonitev bolj na slovensko inženirsko znanje? Definitivno je domače znanje tisto, ki je najbolj, to se pravi, ima večji interes kot tuje, ki vedno je v vlogi nekega tujega kapitala in interesov tujega kapitala. To je pač logično. Tako kot smo včasih to mi z našimi inženiring podjetji počeli v tujini, v Afriki, Smelt in podobne inženirska podjetja, ki so dejansko imela lepe zaslužke na račun neznanja in neizkušenosti lokalnega pač investitorja. Tako se to zdaj dogaja pri nas. Tipičen primer je TEŠ. Če gremo malo bolj pozitivno, kateri pa so projekti, ki bi se jih morala Slovenija zdaj lotiti pospešeno in praktično bi tudi izpolnjevali vse kriterije, ki ste jih postavljali? V naboru teh projektov seveda jaz vidim na prvem mestu posodobitev železniške infrastrukture in v sklopu tega tudi tako razvpiti drugi tir. Potem seveda gre za celovito upravljanje z vodami. Poudarjam celovito upravljanje, namreč voda postaja poleg energije naslednji strateški segment, ki ga bo treba v prihodnosti bistveno bolj resno obravnavati in ne samo zaščita pred vodami, tudi oskrba z pitno vodo in pa z vodo za namakanje polj. In mi imamo vse možnosti, da za eno tako, rekel, da z strokovnim pristopom, z neko dolgoročno politiko na področju upravljanja z vodami to učinkovito lahko izvajamo. Sama zaščita pred poplavami ni dovolj, to je samo gašenje po požaru. Ja, v bistvu kanale delamo, ne? Predvsem bi kot prvo vse gradnje na poplavnih področjih, to sem že večkrat omenil, da bi morali že zdavnaj
vse to zaustaviti, ker v bistvu povzroča samo slabo voljo na obeh straneh in potem so investitorji trdijo, da jih je država pustila, da tam gradijo in država seveda nima denarja, da bi jim pomagala in to je nek začaran krog. Tako da graditi na poplavnih področjih je nedopustno in ker je dovolj prostora oziroma gradbenih parcel tam, kjer ni take problematike. Tako da seveda so pa te parcele dražje in investitorji ponavadi v želji po čim večjem zaslužku poskušajo za cenejšimi parcelami, ki so tako poplavno kot tudi ponavadi še kaj drugega, še z vidika zemeljskih plazov ali česa podobnega problematični, potem grejo v take projekte, ki so mnogo bolj rizični in na koncu seveda lahko povzročijo seveda veliko škodo investitorju in pa celi skupnosti, ki ima zaradi tega težave. Bodisi so potem določene funkcije, če to gre za nek objekt, ki služi širši skupnosti, seveda ima to tudi širša skupnost težave zaradi tega, ker je nek privatni investitor špekulativno šel graditi na problematično zemljišče. Ja, nekateri pravijo tudi, da je ta lastniška struktura stanovanjska v Sloveniji neprimerna, da bi stimulirala recimo gradbenike, da naredijo varne stavbe, zato ker jih takoj prodajo. Če bi jih delali za najemniški trg, potem bi jim bilo v interesu, da se njihovi najemniki ne znajdejo pod vodo. Ja, mogoče, da je bilo res v preteklosti prelahko prodati in da so v bistvu dostikrat špekulativno šli v to. Mislim, da se je to tudi, da danes je že tudi večina kupcev se pozanima oziroma nekako že ne gre več na take limance, da kupuje potem bodisi hiše ali stanovanja na poplavnih področjih. Tako da mislim, da tudi to se zdaj bolj kot ne ustavlja. Prej so kakšni javni investitorji, ki še zmeraj grejo predno so izvedene protipoplavni ukrepi, da grejo graditi na taka področja in se potem to pokaže pač kot problematično. Okoljevarstveniki omenjajo še nujen projekt, celovita sanacija stavb. Ste vi tudi tako naklonjeni? Energetska sanacija je seveda tudi ena od prioritet. Če Evropa nekako postavlja te prometne povezave za boljšo povezavo Evrope, je energetska sanacija eden od tistih dejavnikov, ki lahko izboljša energetsko neodvisnost Evrope. In zato je seveda, ker je pa poraba energije v stavbah sorazmerno velika, 40% vse energije se porabi v stavbah, je tukaj možno računati na velike prihranke, vkolikor bi bilo to se pravi te vložki v energetsko obnovo stavb bolj intenzivni, kar pa zaenkrat še niso. Trenutno tudi cena same zaradi nafte, cena energije pač le delno pada in ni take stimulacije, kot je bila še pred leti. Ampak vsekakor jaz smatram, da Evropa bo tudi v okviru tega Junckerjevega plana nekako še bolj spodbujala to področje, tako kot je to Nemčija že v preteklosti z njihovim energijevende, z energetskim obratom od nukleark v obnovljive vire, so zelo jasno dali vedeti, da pač to se pravi kanclerke navzdol vsi dihajo kot eno in da je to nacionalni projekt. In v takem smislu se mi zdijo taki projekti lahko zelo koristni za širšo skupnost. In tudi pri nas bi lahko aktivirali z energetsko prenovo ne samo v javnem sektorju, tudi v privatnem. Velik del prostih tako prihrankov, kot tudi verjetno bi marsikateri privatni investitor, če bi bili bolj ugodni krediti, šel v ta projekt ali zaradi nekih subvencij, ki jih trenutno nudi Ekosklad oziroma so tudi še v drugih oblikah. Hkrati bi pa mene osebno bolj navdušujejo davčne olajšave, ki jih imajo Italijani. Oni imajo to v smislu davčnih olajšav. Se pravi, pri takih energetskih sanacijah lahko, mislim, da do 100 000 evrov v 10 letih
uveljavljaš davčnih olajšav, kar pomeni, da vsak tudi vzame račun, ne? In s tem se tudi DDV v bistvu polni in je v bistvu cel zaključen krog. No. Tako da se mi zdi to ena taka bolj smotrna rešitev kot subvencije. Osebno nisem navdušen nad subvencijami, ker enostavno dolgoročno povzročajo neke anomalije. Ne. Se mi zdijo davčne olajšave bolj primeren inštrument, ampak to je stvar okolja, ker Avstrijci recimo imajo pa tudi subvencije. Ne. Tako da zdaj lahko vedno tehtaš plus minus pri eni in drugi rešitvi. Mi moramo šele vzpostaviti to shemo, ki bo seveda v večjem številu uspodbudila sanacije. Te, ki so bile v lokalnih skupnostih, ne, v zadnjih letih, so bile predvsem za šole, vrtce in bolj so bile to zelo, dostikrat ne dovolj strokovne sanacije z vprašljivimi materiali, tudi gorljivimi, kot je stiropor, ne, in so dostikrat lahko naredile z vidika požarne varnosti še več škode kot koristi. Ne. Imate vi zaupanje v novo vlado, ki je napovedala nekakšno drugačno dojemanje in ocenjevanje projektov, kot se je to dogajalo doslej? Ja, z vidika, to se pravi, načelnosti, verjamem, da stojijo za svojimi besedami. Bolj me skrbi ta operativni del, za katerega so pa potrebne izkušnje in pa na nek način velika mera usposobljenih projektnih vodij, ki to tudi realizirajo. Vemo pa, da smo na tem področju v Sloveniji, da imamo velik deficit. Ne. In na splošno nam manjka ljudi, ki znajo projekte, se pravi, peljati tako za vsemi tremi ključnimi elementi, tako strokovno, finančno in pa terminsko v dogovorjenih oblikah. Najlepša hvala. Prosim.